moja, Bosna je život moj. Ok, dobro, ni čist glih tako, saj veste, Slovenija je še zmeraj moj doma pa te fore, ampak po spomeniku za mano pa lahko sklepate, kje se nahajava danes. Ja, začenjava z raziskovanjem Sarajeva, tako da hitro nam sled na najni naslednji dogodivščini. Hej ho! Dobrodošli nazaj na najinem kanalu. Z vami smo ponovno Ponč pa Sonč oziroma Alex in Cindy. In tukaj je že nova dogodivščina. Odločila sva se, da se za novo leto odpraviva v eno in edino Bosno. In sicer naslednjih nekaj dni naj boste lahko spremljali, kako raziskujeva prestolnico Sarajevo, v naslednjem vlogu pa se odpravljava v Mostar. Pravijo, da se vsako pravo potovanje v Sarajevo začne na Baščarši. Itak. Panječevešijske stvari izhajajo, ne? To pomeni tudi za imena, taksonomija, ali kako bi človek temu rekel. V glavnem Baščaršija. Baščaršija. Baš pomeni glavna, največja, najpomembnejša. Čar, pač mislim, da je to iz turščine, je 4. In šija so stranice, se pravi glavne 4 stranice oziroma glavna ploska oziroma iz tega potem glavni trg, se pravi Baščaršija, glavni, najpomembnejši trg. Isto to pomeni za Sarajevo, ne? Se pravi, iz kje izhaja? Iz Saraj pa ovo. Saraj pomeni iz turščine palača, grad, ovo pa pomeni polje, se pravi kraljevo polje, Sarajevo, oziroma Sarajevo, Sarajevo, tako, nekako tako gre. No. Grad na polju. No, tako, hvala, ja. Grad na polju. Zdaj pa skrajni čas, da greva jest in kam drugam kot na čevape. Našla sva čevapdžinico Petica, kjer naj bi bili najboljši čevapi v Sarajevu. Tako da greva zdaj to probat. Da pa ne boste mislili, da boste v čevapdžinicah tako v miru sedeli pa jedeli. V bistvu vse čevapdžinice tukaj so fast foodi, kar pomeni, da je vse zelo na hiter narejen. In tudi kakšnega piva vam tukaj ne bojo postregali. Se pravi, pač lahko dobite tako, kot mi da kakšno Coca-Colo, to je pa to lih piva zraven čevapov, kar se mogoče nam zdi ful čuden, pa ne boste mogli piti. Ampak to je Balkan, tako da baje se ni amben problem zmeniti, recimo sosednemu baram ali kaj takega, da ti pa prinesejo pivo v čevapdžinico. Saj tako nam je vodič rekel, no. Probala pa nisva. Ker je Petica zelo znana čevapdžinica, sva pa tudi kar dolg časa čakala zunaj, preden sva sploh prišla noter. Tako da upava, da bo res dober, glede na čakanje pa glede na pretok hrane, kaj je tukaj. Ampak tele čevapi pa takaj, makaj, to je pa čez nekaj drugega, kot pri nas. Ful dober. Dober tek, činkolo binkolo. Činkolo binkolo. Pa smo prispeli v hotel. Zdaj sva v hotelu Saraj, ki se nahaja zelo blizu pač Baščaršije oziroma tega glavnega dela mesta. In imava zelo tako lepo socialistično sobo, oblečeno v tepihe, kopalnica, tako osnovna, čista, drugače zelo čisto. Ampak tolele, a ne, ta televizor. Dobro, da je Alex doma rekel, kva če čem jaz HDMI kabel sabo vzeti, da bo lahko laptopa priklopila na televizor. Mislim, da je kar prav prišel, ja. Mislim, da ima laptop večji ekran kot ta televizor. Tako da dobro, da sva laptopa vzela. Pol pa še najboljši del, razgled je pa v božja mater, tako kot zmer. Dobro. Imaš pogled na jabolka. Na jabolka. Evo, za mano se nahaja verjetno ena najbolj znanih stavb v mestu Sarajevo, Vijećnica. Do druge svetovne vojne je bila Vijećnica, nato so jo spremenili v Narodno univerzitetno knjižnico. Je pa tako, pravijo, da je malo zakleta, ne? Ker je nič kolikokrat pogorela in tudi v bistvu v vojni je zgorelo, ne vem, 2,5 milijona knjig, rokopisov, zapisov,
tako da res katastrofa, kar se pač kulture tiče. Poleg tega pač tudi vemo, da Franz Ferdinand je bil noter sam par minut, ko je ven prišel, ajde atentat na njega. Arhitekt, ki je bil zadolžen za njeno obnovo, je tudi kar iz čudnih razlogov umrl, tako da to je en tak mit, ki se jo drži. Evo pa še en tak fun fact. A ste vedeli, da naj bi imeli v Sarajevu prvi tramvaj v Evropi? Sicer je bil ta tramvaj na konjsko vprego, ampak še zmeraj je bil tramvaj. Ima pa zelo tako lepo vožnjo in v bistvu povezuje mesto ob reki Miljacki. Zdaj verjetno boste rekli, ja, zdaj, če je na konjsko vprego, to je pač kočija. A ne. Dejansko so tirnice bile narejene noter v asfalt in sama kočija je pač po teh tirnicah šla, zato je pač tramvaj, ne kočija. No, pa še ena stvar, mesto Sarajevo je pobrateno mesto z mestom Konja v Turčiji in ko je pač Konja delala svoj prvi tramvaj, jim je Sarajevo podaril svoj prvi, en njihov tramvaj je njim posodil, da so imeli ta prvi tramvaj. No, sicer so zdaj v Konji veliko bolj napredni. Tako. Tako da, če še niste videli vloga po Konji, se bo klele izpisal. Drugač pa samo Sarajevo, ogromno zapovedati v tem mestu, tako da vam bom takole skozi takele manjše klipe par takih informacij dal. Zdaj prvo stvar nekako tako razdelitev, se pravi, nekako ga delimo na 3 dele, se pravi ta stari del, otomanski, turški del pri Baščarši, potem imamo ta evropski, zahodni del, ko so v bistvu Habsburžani prišli, pa v bistvu je čist tak dunajski, no, pač ta stil gradnje. Avstro-Ugrski. In pa potem še ta novi del, ki ga vidite za nama, kjer so pa te ogromne stolpnice, shopping centri, to je pa zdaj nekako to novo Sarajevo. In tudi zanimivo, precej ga kupujejo Arabci in tudi veliko investirajo, tako da zanimivo. Prišla sva do enega zelo zanimivega dela in sicer mesto, kjer se vzhod povezuje z zahodom. In pač res je neverjetno za videti. Tukaj na moji desni v bistvu je res tak zelo turški vpliv, pač res vse te stavbice prodajalne, medtem ko na moji levi imamo pa ta avstrijski pridih, res noro. Čist avstro-ogrska arhitektura, a ne? Ja, prav taka mešanica kultur je tukaj v Sarajevu, ful dober. In to je res tako hardline, pač huda, prav, kada podrezal, a ne? Tako. Pravijo pa Sarajevo tudi evropski Jeruzalem. To pa zato, ker so v bistvu vse ta 4 največje religije v bistvu tukaj zastopane. Imate judovski tempelj, imate, kakor vidite za mano, krščansko katedralo, imate največjo džamijo pač v otomanskem delu in seveda tudi judovski tempelj, kakorkoli pač že. Tako da ja, evropski Jeruzalem. Je pa ful zanimiv v bistvu, zdaj, ker nas vodijo tlele po mestu, pa nam v bistvu razlagajo neke stvari, ki so nama čisto poznane, pač ker so bila v Turčiji. Kdorkoli je sledil najni seriji po Turčiji je za karavanseraje, za bazarje, za tepihe, za ne vem kva vse. Lokume, pač vse to, kar je turško, imajo tudi tukaj. Dobar. Ja, tako da v bistvu šele nekako, ko si v Sarajevu vidiš, koliko so v bistvu otomani oziroma pač Turki imeli res ogromen kulturen vpliv na ta predel sveta, juge, kakorkoli pač že. Evo turški vpliv, ki sva prejle rekla. Zdaj sva šla pa na čaj, pa na baklavo. Ampak sam neki. Najhuj mi je pa to, ko oni kadijo v notranjih prostorih. To je pa najboljša stvar, ki smo jo v Sloveniji ukinili. Za mano stoji po mnenju mnogih ena izmed najlepših oziroma najlepša džamija v Bosni. Je pa v bistvu arhitekti so za to mušajo dobili po eni in edini Hagi Sofiji v Istanbulu. Gazi Husrev Begov, po katerem se imenuje pač ta džamija za nama, pa ni bil samo pač dober vojskovodja, pač pa je bil zelo dober mecen oziroma veliko je dal mestu. Pa da vam malo bolj podrobno razložim čez te naslednje klipe. Gazi Husrev Beg je namreč ogromno doprinesel k urbanizaciji in razvoju Sarajeva s svojim skladom oziroma tako imenovanim Vakufom. Vakuf je institucija islamskega prava podobna fundaciji v evropskem pravu.
Vakuf je bil v islamskem pravu dobrina, ki jo je neka oseba oziroma vakif po svoji lastni volji izdala iz svojega premoženja in jo predala Allahu, medtem ko so njeni prihodki služili ljudem. Iz Gazi Husrev bek Vakufa se je recimo zgradila džamija v njegovem imenu, knjižnica in madresa, ki je v arabskem jeziku neka mešanica srednje šole in univerze. Bil je pa Gazi res pomemben človek in bi z lahkoto o njemu govoril kar nekaj ur, ampak toliko za občutek ste dobili. Evo, gledajte, zdaj pa stojim točno na teh stopinjah, ker je Gavrilov princip naredil atentat na Ferdinanda, kar je bil v bistvu povod za Prvo svetovno vojno. Slikca. Ja, in tukaj pa vidimo tele zlato so označene kolesance, kjer je bil pa v bistvu avto, kjer sta bila on in soproga noter. Rekli smo, da je Sarajevo poznano po čevapih, ampak a veste, po čemu je še bolj poznano? Po tej stvari na krožniku, po pitah. In ja, rekel sem pitah, ne burekih, ker burek je samo ena vrsta pite. In Bog ne daj, da mi pridete tlele v Sarajevo in da mi naročite sirov burek, ker vas bojo po moje izhlačvan stresa. Kaj šele, če rečete pica burek, po moje vas kar zagonijo ven iz pitarnice ali whatever. V glavnem, Jano, morava zdaj to probati, ker je tradicionalna pita, se pravi mestna pita, burek, pa ful so dobri. To ni isto, kar pri nas, to je 1000krat bolj. Pike? Izpod peke, izpod sača, tako. Zdaj jaz sem tle že bil in jaz vem, koliko je dober, ampak si ti povej, koliko je dober. Preden gremo na tako uraden del tega posnetka, bi najprej en behind the scenes jaz tle pokazal. In sicer težka influencerska, težka instagramovska in težka youtuberska. Dej jih izpretešati. V glavnem, se pravi, mi dva zdaj kao snemava, tlele, a ne? Imamo tak lep socialističen kavč. Ja. Tako ful se fajn udere noter. V glavnem, mi da snemava zdaj te novoletne želje in to. In jaz sem mogel že 3krat nalit rakiju. Ja, najprej smo mogli za Instagram, pa za Facebook posneti, zdaj moramo pa še za vlog posneti, pa vsakeč je treba nazdraviti. In zdaj moram že v ta tretjo nalivati. Ajde, pejt nalivati, pit. No, ti škodvar, vse je Silvestrovo. Težko je, težko. Jaz vam pravim, ne postati youtuberi, to je ogroman dela. Ogroman dela. In odrekanja in žrtvovanja. Bogi reveš more pit. Ja. Meni se prav smil. Tako, kot sem rekel, ogroman dela in žrtvovanja in odrekanja. Zdaj ga bomo pa na uraden dela, ne? Čak, uraden dela, ne? Uraden del. Midva bi se vsem lepo zahvalila, ker ste nas Jaz sem hotela lepš začeti. Ok, pa ti lepš začni. V glavnem, leto 2022 je prišlo k koncu. Bilo je pestro leto, bilo je pač polno enih ups and downov, pač tvoje roke, zdravstvene težave, mislim... Ki mimogrede še niso čisto pocajtane, ampak pustimo to. Ampak drug let bo vse drugače, pa vse boljš. V glavnem, bilo je tudi ful lepih trenutkov, pač šla sva v Indonezijo, šla sva na Cipr, imela sva se ful fajn, mislim, tako polno enih lepih trenutkov, tudi se spomnim. Ampak midva bi se iskreno rada zahvalila tudi vam. V glavnem, ja, res, vsem hvala, ker ste nas spremljali ta let, res vsak všeček, vsak komentar, vsak follow, ki ste nam ga stisnili, to je tako off the roof, to je najbolj, to nama ful pomeni in ja, ne vem, no, jaz upam, da smo še naprej tako fajn razumeli, mislim, da kar lepo sodelujemo tamle po socialnih omrežjih, tako da danes, evo, še zaključni činkolo binkolo v 2022, naslednjem bo že v 2023. Ha! Tako. V glavnem, uživite, bodite fajn v novem letu in pa seveda činkolo binkolo. Činkolo binkolo. Bang! Samo praznovanje novega leta je potekalo pri Večni vatri, na glavni ulici v Sarajevu, saj nimajo nekega večjega trga, ki bi ga lahko uporabljali v ta namen. Kot slišite v ozadju, so igrali Dubioza kolektiv. Enim Sarajevčanom je bilo pač ful lušten, žurajo kar iz svojega balkona. Ljudi pa je bilo nenormalno veliko, gužva, skozi katero si se težko premikal. Koncertu naj bi prisluhnilo več kot 25 000 ljudi, vsi zbasani v to ozko ulico. Ampak Dubioza je pa razturala. A lahko sem ena zvezdica v bomba?
pač Bosna pa muslimani. Tukaj na tej glavni ulici oziroma na glavnem trgu, kjer poteka koncert Dubioze kolektiv, oni točijo samo 0,0 pivo. Pač brezalkoholno pivo. Mislim, brezalkoholno pijačo na splošno. Super, ful dober. To je to. Če imaš srečo, poj najdeš kakšen tak malo kiosk, tako malo izpod pulta, kaj da, ampak ja, čist smešen. Ampak tisto, kaj izpod pulta, je drago kot svina. Videla so dala za 2 gin tonika 10 evrov. Igrali so več ali manj svoje pesmi. Bilo pa je tudi nekaj priredb, kot lahko slišite v ozadju. Odštevanje tle na telefonu, a? Ja, kaj na oder ne vidim. 20 sekund. 6. Ognjemet je bil malo tako, glede na to, da smo bili ujeti med visokimi stavbami. So pa Dubiozovci povedali eni 2 pameti. I da u 2023. majke im neću praviti nikakve pizdarije. Sretna Nova godina! Pa smo ga dočakali. Še enkrat enega srečnega pa zdravega. Drugač bi pa rada malo pokomentirala, kako je bilo tole novo leto. Ne vem točno, kaj so oni študirali, pač, da niso postavili ozvočenja po celotni ulici, ker namreč, ko smo midva prišla čist pač na koncu, tam, kjer se je že začela gužva, sprav najbolj stran od odra, se dobesedno nič ni slišali. In to je naju ful presenetilo. In če si hotel kaj slišati, če si hotel bil v dogajanju, si mogel dobesedno se pregužvati v to gužvo. Kar pač ja, mogoče malo nismo navajeni, mislim, je bilo kar noro. Pa si mogel pa itak pol ure hoditi do WC-ja, do pijače, karkoli, s tem, da ja, alkohola itak nisem točila. Ko mislim, da nisem bila prej dosti jasna, pač to, kar se alkohola in tega tiče. Pač oni dejansko točijo pir tam tako malo pod pultom, ampak pazi to je 0,0 pir. Se pravi, če ne bi dobro pogledal in videl, da je 0,0 pir, ti pač priješ do štanta, rečeš, dajte mi eno pivo in oni ti gladko malo porinejo 0,0 pivo, tako da... Tudi veš ne, pač, dejansko tudi veš ne. Scena res. Samo v Bosni. V glavnem, če nekako vse to skupaj vzamemo, smo midva dognala naslednje. Sarajevo je sicer super mesto, sploh gastronomsko in tako zelo fajn za priti pogledati, ni pa mogoče najbolj zažurati za nov let. Ja, če hočete neko res tisto ta pravo party destinacijo, pa res tiste žurke na polno, bi mogoče od Balkana rajš priporočala Beograd. Prvi ogled, evo, kuj po novem letu je danes Avaston, ki šteje kar 40 nadstropij, ima pa enega najhitrejših liftov na svetu, pač dvigala. Tako da se povzpnemo čisto na vrh, kjer bomo imeli en lep razgled, pa na eno kavico. On je malo. Kako dobro ga gre. Opa! Oh, nice. Ne vem, malo všeč, No, pa sva na
vrhu, pač to je res visok. Včasih je bila ta stavba najvišja stavba oziroma stolpnica v bivši Jugoslaviji. Tam med letem 2001 pa do 2019. 2021. 21, tako da je pa res ta lift neverjeten hiter. No, saj zelo itak, če gledate malo tele posnetke, vidite, koliko smo ga to pičili gor. Rakete smo šli. Imamo pa kar dosti sreče z vremenom, namreč zadnje 2 dni je bilo ful meglen, tako da danes imamo sončen, je pa tako zelo mrčasno, tako da lih tudi razgled ni najboljši, sam to je pač Sarajevo. Nimaš kaj, ja. Ej, koliko je še megle tukaj na tej Ja, strani. glej, ful ja. Mislim megle, se ni megle. Mislim, pač ja, no. Tako, mrčasti. Ja. No, pa še par takih hitrih informacij, se pravi, Avas stolp je Twisted Tower, se pravi tak, da se vrti, ali kako bi to Se rekel. malo zasuka, ja. Ja. In v bistvu je 21. najvišji ta Twist Tower na celem svetu, meri pa v višino 172 metrov. Ja, in v nekem obdobju je bil celo nagrajen oziroma umeščen med 10 najlepših teh građevin, stavb na svetu. Sarajevo je drugače danes mogoče majčkeno siromašno mesto, to pač zaradi vse vojne, opustošenja in bla bla bla, ampak nasprotno s prepričanjem pa ni bilo vedno tako. Sarajevo drugače včasih zelo bogato mesto. V tem v bistvu priča že dejstvo, da je edino ex-jugo mesto, ki je gostilo olimpijske igre. Pač zato moraš imeti kar nekaj denarja. Po drugi strani tudi kulturno, če gledamo, a ne. Se pravi, da se ti mesto razvija na kulturnem nivoju, moraš ti imeti osnove poštimane, hrana, voda, prebivališča itd. itd. Po drugi strani, da v bistvu mesto dela na nekem visokem kulturnem nivoju, pač tudi rabiš neko zaledje, a ne. In v bistvu toliko nekih dobrih glasbenih skupin, ki je sprovedlo Sarajevo, jih je zelo malo. Mislim, spodobili bi se, da kakšnega tudi naštejeva. V glavnem, Zabranjeno pušenje, Bijelo dugme, Halid Bešlić, Dino Merlin, Divlje jagode, Zdravko Čolić, Mitar Mirić, pa seveda Dubioza kolektiv, tako da, evo. Po drugi strani tudi film Walter brani Sarajevo, oziroma če se vrnem tudi nazaj na šport, ne vem, če ste vedeli, ampak Bosna, oziroma Sarajevo je imela košarkarsko skupino Bosna, ki je bila evropski prvak v košarki. Tako da ja, res rabiš infrastrukturo, denar in osnove poštimane, da v bistvu lahko mesto na tako visokem nivoju funkcionira. Tlele pa če bila res samo škoda to, da se je vmes zgodila vojna in ja, vidimo, kje smo danes. Pa je prišel še en vlog k koncu, ampak s tem se najno raziskovanje Bosne in Hercegovine ne zaključuje. V naslednjem vlogu se namreč odpravljava v Mostar. Če ne bi rad zamudil te dogodivščine, stisni ti rdeč oziroma potonoven siv, moder, črn gumb spodaj za naroči se in te bo YouTube samo obvestil, kdaj bo naslednji vlog gor. Spodaj v komentarju pa nama lahko napišeš, a si že bil v Sarajevem in pa kaj se ti je tukaj najlepš zdel. Se vidimo v naslednjem vlogu. Čau, čau! Čau. And you can tell me of your lies. I will put out